leži na površini vsega 100 metrov dolžine in 30 metrov širine in ima le 2 ulici. Legenda pravi, da so ga zgradili velikani iz kamnja, ki je ostala od gradnje mest ob reki Mirni, kot so Motovun, Grožnjan in Buzet. In zato slovi kot najmanjše mesto na svetu. Zgodovina pa pripoveduje, da je Hum v zgodnjem srednjem veku zrasel ob humskem gradu, zgrajenem na ostankih utrdbe. Obzidja in obrambni stolpi še danes določajo njegove meje. To je mali srednjovjekovni gradić koji je u svojoj povijesti imao ovdje i svojeg župana, imao je i crkvenu vlast, imao je škole, imao je vrtiće, tako da je imao prave konture jednoga grada. Da je Hum od nekdaj nekaj posebnega, pove tudi presenetljivo dejstvo, da je tako majhno mestece odigralo zelo pomembno vlogo v uporabi in ohranitvi glagolice, stare pisave, ki so jo na tem območju uporabljali še v začetku 20. stoletja. V srednjem veku je Hum celo veljal za središče glagoljaške pismenosti. V spomin na to pomembno vlogo je bila leta 1977 odprta tako imenovana Aleja glagoljašev. Dakle, na putu od Roča prema Humu postoji ta Aleja glagoljaša koja sadržava 11 spomenika i zadnji spomenik su upravo humska vrata na kojima se nalazi kalendar što se treba raditi u polju tokom godine. Glagolico pa lahko najdete tudi v cerkvici svetega Jeronima, kjer so ohranjene freske iz 12. stoletja. Posebnost kraja, ki jo poznajo samo v tukajšnji krčmi, pa je humska biska. Gre za domače žganje iz bele omele, ki ga izdelujejo po 2000 let starem receptu. Kot kaže, so ga zapisali že stari Kelti v svojih magičnih obredih. Biska ima zdravilne lastnosti, med drugim uravnava krvni pritisk, domačini pa ji pravijo tudi afrodizijat. Radi se tako da se bere bijela imela i lišće od bijele imele se stavlja u domaću komovicu. Komovica je rakija od grožđa, normalna bijela. I unutra ide još 4 vrste trave koje su u polutajnosti i to odleži 1-2-3 mjeseca i nakon toga dobimo bisku. Brez biske ne gre tudi enkrat na leto, ko Humljani pred župnijsko cerkvijo izbirajo župana. Po starem običaju 11 sodnikov izbira med 2 kandidatoma. Uz pomoć raboša, uzme se taj raboš, označi se tu, znači jedan kantun se označi za jednoga kandidata, drugi kantun za drugoga. I onda gre to okolo i svih 11 urezuje znači svoje za onoga koji ga misli glasati. I onaj koji ima već glasova bude župan za leto dan. Nekoč se je tu odvijalo živahno družbeno življenje. Danes to obuja 30 domačinov, ki se trudijo, da bi mesto obiskalo čim več ljudi. Pozimi je sicer mirno in tiho, v poletnih mesecih pa se po ulicah sprehaja tudi do 500 turistov vsak dan. Vrata Huma so namreč, kot pravijo domačini, vedno odprta za vse ljudi dobre volje.